Lep pozdrav, sva Simona in Jan iz Ivančne Gorice. Trenutno sva sicer na Gradišču nad Stično, v ozadju je cerkvica svetega Nikolaja. Sem na Gradišče večkrat zaidemo z družino, malo na samoto, pa malo tudi napolnimo baterije. Drugače pa imamo tukaj lep razgled tudi na Ivančno Gorico, na našo cerkev svetega Jožefa, ja. Tako da tukaj lepi spomini. Trenutno pa sva sicer tukaj sama sva izkoristila varstvo in si uredila malo časa za naju, za 100 dneva, pa tudi, da sva naredila nalogo zmenek. Živijo. Mi smo poslednji čas začeli tako z eno zanimivo nalogo. Smo se pripravljali, smo se pogovarjali o tem, kako se bo vsak postil v posebnem času. In naš najstarejši sin se je odločil, potem ko po pogovoru, po 1 uri verouka in potem ko smo šli skupaj k pepelnični maši, da on pa za poslednji čas 40 dni ne bo hodil v cerkev. No, in kmalu se mu je želja uresničila. Takrat nam je bilo vsem smešno, ampak ja, kmalu je postalo realnost in vsi nismo 40 dni šli v cerkev, pa očitno bo še en čas trajalo. Še več, ja. Tako da pogrešamo tudi našo cerkev. Na srečo imamo tudi prenos svetih maš ob nedeljah, drugače pa kdaj med tednom pa tudi pogledamo kako drugo sveto mašo, ki so po internetu. Sedaj pač ta čas je za nas blagoslovljen čas, lep čas, saj smo več ali manj cele dneve skupaj. Sicer jaz delam od doma, no, ampak uskladimo nekako vse stvari tudi z šolo pa to, no. Je pa drugače tudi kar veselo in zanimivo pestro obdobje, saj smo v pričakovanju našega novega člana, ki se ga veselimo, ki se bo pridružil našim fantom jeseni. Potem smo začeli tudi z gradnjo hiše. Bi še kaj dopolnila? Tako da veliko smo skupaj, no, imamo časa za odnose, da se tudi spoznavamo drug drugega, ja. Tako da je potem tudi pestro doma, tako kot je bilo zdaj pred dnevi vreme, zjutraj mrzlo, sneg, čez dan pa potem sonce, vroče pa to, tako je tudi dinamika v naših odnosih pa to, ja. Tako da gremo vsak dan čez to, ampak kljub temu, da je tudi veliko dretja pa kakšnih teh neprijetnih stvari, se najde tudi veliko pozitivnih, lepih stvari, ja. In se mi zdi, da preživljamo en lep čas. Ja, en tak naš običajen dan, no, fantje pravijo v času korona počitnic, ker smo vsi doma. Izgleda tako, da zjutraj pojemo zajtrk skupaj, potem gre mož delat za računalnik, jaz starejšemu sinu razložim, kaj ima za naloge. Večina jih samostojno opravi, potem pa s mlajšimi gremo že ven, on pa pride za nami, če bo kakšno vprašanje še vmes očija malo v pisarni podreza. Potem pa smo lepo zunaj do kosila, da ga čim manj motimo. Zdaj, ko je lepo vreme, nam to dopušča, je fajn, no. Potem pa skupaj skuhamo kosilo in gremo lepo spet popoldne ven. Zdaj smo veliko na parceli, tam morajo fantje skozi graditi, pomagati graditi hišo. Se igrajo na kupu zemlje, tako da imamo cele dneve, oziroma, ja, no, ne glede na to, ali pospravimo ali ne, imamo zvečer vedno blatno kopalnico, ko se vsi slečejo in grejo v banjo, tako da. Ja. Tako da smo vključeni več ali manj vsi, v vsa opravila, v vse aktivnosti, tako da poteka bolj kot ne dan združeno, od zgodnega jutra pa do zvečera, ko potem popademo v postelje. Drugače, kar se tiče 100 za Boga, zmolimo z otroci pred kosilom kakšno molitev. Sam recimo molim zjutraj, ko se zbudim, pa potem, ko recimo dajemo otroke spat, zmolimo, pa tudi probamo, odvisno od razpoloženja,
se držimo tudi te hop kulture, hvala, oprosti pa prosim. Potem pa še z ženo skupaj zmoliva v postelji, ja, da se zahvaliva tudi Bogu za dan. Ja. Moja stotinka ponovadi teka bolj zjutraj, predvsem ta za Gospoda. Okrog 5 zjutraj se običajno zbujam, tako da takrat molim rožni venec. Na Radio Ognjišče pač je vsak dan ob 5 rožni venec in skupaj potem začnemo tako dan. Pa jaz še vsak dan dobim na mail iz Hozane dnevno Božjo besedo, tako da si tudi tisto preberem, zdaj ko je več časa. Tako da trenutke za naju si ponovadi vzameva zvečer. Ja. Za otroke pa nam prav posebej ni treba, ker so tako vsi majhni, da naj vsi skozi hočejo. Ja. Tako da probava pa res za naju, ja, vsaj kakšen sprehod, ja, krajši, ja, drugače pa danes smo pa res hvaležna, ja, da nam je uspelo si vzeti malo časa več, ja, pa iti na en pohod, ja, pa izlet sem na Gradišče, ja. Ja, tako da hvala Marko pa Simona. Za varstvo, ja. Tako da nama je tudi Gospod v veliko oporo, njemu v bistvu predajamo vse te naše težave, skrbi, izzive, no. Ga tudi prosimo, ja, da nam pomaga v teh časih. Pogrešamo že malo naše sorodnike, družine, ja, prijatelje, pa obe naše zakonske skupine, ja, in se že pa naše župnijsko občestvo. Tako, in se že veselimo ponovnega snidanja, ja. Še en stavek sem hotela povedati, ki me je že nagovoril pred začetkom posta, iz pisma Efežanom. Jezite se, a nikar ne grešite. Sonce ne zaide nad vašo jezo. To je bila moja postna akcija. Se še ni utrdila, tako da jo še vedno, tudi zdaj, ko je že post mimo, jo še vedno vadim, no. Tako da očitno bom mogla še malo trenirati. Zame je en mesec premalo, da se razvije navada, očitno. Še malo potreba vaje. Lepo pozdravljeni, ja, pa. Ja. Veselo aleluja. Tako, živijo. Čau.